Pozdravljeni, drage dame in gospodje, moje ime je oziroma Urh Mlakar in danes vas bom naučil, kako osvojiti freestyle rap. Kaj freestyle rap sploh je? Je vrsta improvizacije. Improvizacija z besedami. Kaj improvizacija sploh je? Pomeni izmišljanje stvari na licu mesta. Iz ničesar. Po parih predlogih, recimo, da ti publika da nek predlog. To zgleda v bistvu tako, da ti prideš go na oder. Si brez idej, dobesedno ne veš, kaj se bo zgodilo v naslednji sekundi, ne veš, kaj se bo zgodilo v naslednji minuti, lahko imaš ti že neko idejo, pa bo tvoj soigralec rekel čist nekaj drugega in se boš mogel tudi prilagoditi. Številka 1. Govori razločno, glasno in jasno. Kaj ti, če ne govoriš razločno, glasno in jasno, te ne bodo razumeli. Kar to pomeni, kakšno dobro šalo boš dal ven, pa ne bo zažgala. Se pravi, jasno, glasno, artikulirano, odločno. Drugo pravilo. Ne blokiraj. Kaj pomeni ne blokiraj? Enostavno, ne blokirati soigralcev. Če imaš ti recimo v glavi že neko idejo, kaj boš naredil, pa tvoj soigralec pride z neko čist tretjo idejo, ne pol ti silt svoje ideje pa brčkat zgodbe. Če je on dal neko idejo, pa da tvoja ideja ne pride zraven, ne forsirati, okej? Treba se je poslušati, treba je sprejemati drugega in samo tako bo zgodba lahko tekla. Recimo, če nekdo pride pa reče, ne vem, recimo, da sem si jaz zamislil, da sem na WC-ju, potem pa pride moj soigralec pa reče, ja, Marjan, boš tole juho skuhal zdajle, ne, ali on si že prinesel. V tem primeru jaz ne smem biti, pa kako, če sem na WC-ju? To je blok. Ne, jaz moram recimo tu, če sedim, na WC-ju, v moji glavi, hiter, vstanem in sem, ja, seveda bom tele naredil, kaj bomo danes, ne? Moraš si zaupati. Seveda, to pride s časom, ampak bolj, ko poslušate drugega, lažje bo zgodba tekla, boljša bo zgodba in tudi manj predvidljiva bo. Okay. Pravilo 3. Ne zakrivaj se. Ne pokrivaj drugega. To pomeni, da pač enostavno se ne postaviš nekomu pred faco, ker je obrazna mimika zelo pomembna. Pravilo številka 4. Ne kaži hrbta. Če kažeš hrbet, se te bo prvo manj slišal in drugo, tvoje mimike več ne bo. Če recimo zdaj naredimo pač en tak test, vidite, da enostavno je In peto pravilo, oziroma nek peti nasvet, seveda je, uporabljaj prostor. Se pravi, čim več raziskuj prostor, prostor ti bo včasih dal neke inspiracije, ki jih v mislih ne boš imel, ampak če si boš recimo predstavljal, da režeš salamo, boš lahko potem iz tega izhajal. Več stvari, ki si boš ti upeljal v prostor, lažje boš z njimi funkcioniral. To so neki taki pripomočki, ki si jih sam daš, da potem lahko iz njih črpaš nazaj. Ena odlična vaja so asociacije. Kaj asociacija sploh je? Asociacija je prva stvar, ki ti pade na pamet, ko zaslišiš neko besedo ali pa ko vidiš neko besedo. Dajmo se osredotočiti zdaj bolj na to, kar slišiš. Okay? Se pravi, to je lahko zato, ker je koren besede podoben nečemu, kar te pač spomne, ali zato, ker je čist neka tvoja interna stvar, ali pa pač te samo kot blisk useka. Se pravi, najbolj pomembno je, da greš naprej. V freestylu se ne smeš ustaviti. Moraš iti, res, kot domina na domina. Ko hrček začne laufati, ga moraš pustiti, da laufa. Okay? In če lahko, recimo, vam predstavim, kako recimo lahko trenirate te asociacije, je enostavno. Rečete eno besedo in potem naredite asociacijo na to besedo, in to naredite spet asociacijo na to besedo in pejte naprej. Pejte to s kolegi, dajte se okrog in dajte se vrteti. Recimo v tem primeru vidim luč, lučka, sladoled, mrzlo, zob, zober, čuki,
Jurija, Jurija battle, rap battle, rap, pes, mačka, sračka, sraka, ukraden prstan, prst, zemlja, črv, deževnik, dežnik, tež, kaplja, kap, kapa. Ne? Se pravi, vidite, koliko je recimo nek koren besede mene asociiral, da grem naprej. Da grem naprej in naprej in naprej. In to lahko potem delate z vajami tudi, da spustite eno asociacijo. Se pravi, da eno asociacijo naredite v možganih. Ne? Se pravi, recimo, če bi jaz si izbral besedo luč, oziroma pač luč, bi se pravi v glavi rekel lučka in potem bi rekel na glas sladoled. Se pravi, da eno spustiš vmes. Ta vaja je predvsem zato, ker medtem, ko ti freestylaš, govoriš in razmišljaš hkrati. Ti si moraš spomniti naslednjo besedo že medtem, ko si jo ti izrekel. A ne? In to je odlična vaja, da greš, ali da, ne vem, da dve asociacije v glavi narediš, pa greš naprej. 3, 4, 5. Ne? Ni toliko pomembno, koliko rim naredite, ali pa koliko dobre so rime, bolj je pomembno, koliko dobra je zgodba. In zgodba mora imeti uvod, jedro in zaključek. Oziroma, če malo bolj podrobno to analiziramo, uvod, zaplet, vrh, razplet, razsnova. Torej, glavno v zgodbi je, da se zgodi nek problem, ki ga na to rešimo. Jaz osebno te probleme velikokrat probam rešiti v refrenih. Jaz probam refrene narediti tako, da se orientiram po načelu pravila free jokes, se pravi 3 šale. To sem slišal od svojega mentorja, Luke Perparja, shout out Luka Perpar. Gre pa tako, ko si ti na odru in narediš nek vzpostavljen joke, neko šalo, prvič bo smešen, ker smo jo vzpostavili, vzpostavitvena šala. Če jo bomo ponovili, oziroma se vrnili nazaj k njej, bo tudi smešen, ker smo jo ponovili. Okay? Smo nahajpali že obstoječo šalo. Če bomo tretjič ponovili to šalo, ne bo več smešen. Zakaj? Ker se enostavno že ponavlja začne. In to pomeni, da če te tretjič upelješ to šalo nazaj, jo moraš malo twistati. Se pravi, moraš narediti nek twist, oziroma jo malo zamenjati, da bo že mislil, da bo spet šlo na to in bam, jo obrneš okoli. Se pravi, temu jaz rečem vzpostavitveni refren, kjer ti vzpostaviš refren, da ga publika sploh razume, da se ga publika nauči, ker je to prvič za njih dejansko. Drugo, hype refren, kjer že obstoječ tekst oziroma že obstoječ refren hypaš, se pravi čim bolj, zato da publika pač pade noter, ne? In tretji refren, če pride seveda do njega, je twist refren. Se pravi, to pomeni, da lahko samo par besed zamenjaš, zato da pride do nekega twista, zato da pride do tega problema, ki ga potem rešimo. Ne? Oziroma ta tretji twist refren je lahko v bistvu rešitev. Ne? Mizar ne zna narediti mize. Okay? Recimo, da je to naša tema. Recimo, prvi vzpostavitveni refren bi recimo lahko bil doživljam krizo. Polomil sem svojo mizo, doživljam krizo. Polomil sem svojo mizo. Vzpostavitveni refren. To, da folk sploh razume, da je to bil refren. Potem hype refren probamo narediti tako, da kakšno zadnjo besedo že sufliramo. Ne? Recimo, spet imam krizo, polomil sem, kaj? Mizo, spet imam krizo, polomil sem, kaj? Mizo. In pa, če boste dobro svojo energijo dali ven, bo publika tudi odreagirala na to in vam pomagala. In recimo naredimo twist refren, se pravi, ne sme biti spet isto, ker se bo začeli že ponavljati, recimo spet imam krizo, polomil sem svojo mizo. To lahko naredimo samo tako, da par besed zamenjamo. Recimo, premagal sem krizo, obnovil sem svojo mizo, premagal sem krizo, obnovil sem svojo mizo. Ne?
In tle potem pride do nekega tazga twista. Ne rečem, da to morate delati, to ni nobeno pravilo, to je samo recimo ena fora, ki jo jaz uporabljam. Okay? Vsak freestyler ima svoj flow, vsak freestyler ima svoje razmišljanje. Vsak ima drugačno zgodovino in kar je zelo pomembno je, da izhajate iz sebe, da izhajate iz svojih čustev, izhajate skozi neke like, ki so povezane z vami. Velikokrat je tudi bolj zanimivo, da govorite v tretji osebi. Ne rabite skozi govoriti, jaz sem šel, pa to bom prbal. Lahko rečete, on je šel in to je prbal, ne, recimo. Ena taka zelo catchy stvar freestylanja, ki je freestylanje na začetku ne dojamejo toliko hiter, je to, da rima ni toliko pomembna, kot se zdi. Zgodba je na prvem mestu, kot smo prej že povedali. Veliko freestylerjev, ko začne repati, proba iti, pa gre, pa se zaletava v rime, pa pol ne najde v tistem trenutku takoj rime, pa ne ve, kako bi jo naredil, pa se ne izmisli na mestu. Ni toliko pomembno delati rime, kot pripovedovati. Okay? Freestylanje je pripovedovanje, rap je pripoved, ne? In velikrat bo bolj izpadel, če samo poveste nekaj, ki ima smisel, kot da skačete zaradi rim čist v druga polja. In evo, če vam recimo prikažem, koliko je bolj pomembno, da poveš neko zgodbo, kot da delaš rime zares. Recimo, ne vem, recimo, da je tema jutrenja kava. In bote pozorni na to, kako lahko s flowom ti držiš sceno, niti ne z rimami. Bolje pa, gledaj, recimo, ne. Zjutraj sem se zbudil, pa se zbudil, ki je bila ura nekje čez 7. In pol sem šel dol po stopnicah v kuhinjo in sem z roko šel not v hladilnik. V hladilniku je bilo mleko in sem ga odprl in ga dal na tušalco. Medtem sem vodo dal pogret v vodnem gorilniku in kar naenkrat sem potem že kavico imel, sem jo dal gor na mizo in sem jo popil. Zraven sem še en piškotek gor dal. In vidiš, da zdaj lahko kavico si šele naredim. In tukaj bo prišlo šele do prvih rim. Zato, ker rime, a ne, so samo sladkorčki, ki daš jih vme, zato, da lahko pol plešeš tale izrazit play, zato, ker rime te bojo včasih vrgle čist na drugo stran, ampak se veš, da pač tako mate čist spontan, zato, ker meni se zdi, da se tebi tudi zdi, da lahko tukaj govorimo tudi brez rim. Meni je vsem časih, če lahko rimo ti povem ali pa ne, meni je bolj važen, da povem ti tole zgodbo, ker rima te bo včasih čist zasrala. In takrat ne boš vedel kaj več. In takrat ti sam pripoveduj, sam odkrivi, sam deli asociacije. Veš, ti lahko sred komada lahko greš noto asociacije. Recimo ti zmanjka besed in si tako, beseda, črka, Grk, grški jogurt. In potem od grškega jogurta greš naprej. Ti ga sam pojej, če se počutiš okej, tako kot tiček na vej. Okej, sem frej. Meni osebno zelo pomaga, da ponavljam zadnjo besedo in iz nje najdem nek drug pomen. Temu rečem domine. Se pravi, rečeš neko besedo, besedo ponoviš, da dobiš ta čas. Čas, ki ti da za razmišljati. Razmišljati, da si spomniš nekaj novega ponudiš sestavine, ki tako dišijo. In šele zdaj je recimo čas, da rime priletijo. Priletijo kakor ptice iz juga. Iz juga prihaja tudi kuga. Kuga smislu ti to. To pomeni, da se imam zelo lepo. Lepo je vreme. Vreme je tako kislo kot limone. Limone, ki so iz hladilnika. Hladilnik je mrzel kakor led. Led je lahko v obliki kocke. Kocke pa imajo pike. Pike sem dobil zaradi prehitre vožnje. Vožnje so lahko nevarne. Nevarne so te rime imaginarne, iz tovarne, iz cukrarne, komplementarne. Se pravi, a vidite, zadnjo besedo ponoviš in najdeš nek drug pomen. Tako se izogneš vsem kakšnim mašilam, kot nima niti veze, stari moj, pač ohranjaš zgodbo, ker greš step by step. In ni toliko pomembno, da delaš rime. Pomembno je, da govoriš zgodbo, da
rdeča nit teče, ne? Da ne skačeš zaradi rim levo, desno, all over the place, daj se ustavi, bo rima že prišla, rime so sladkorčki, ne smeš iti za... S časoma seveda, ko poznaš rime in se tvoj vokabular seveda poveča, lahko delaš rimo na rimo, ubijaš, ne? Ampak še zmer bo zgodba bolj pomembna, vedno. Ampak, ko osvojiš rime, se seveda lahko z njimi tudi poigraš. In poznamo več vrst rim. Poznamo zaporedne rime, A, A, B, B. Ne dam recimo primer. To pomeni, da ti ni vseeno, da nadaljuješ, da s tem potuješ, se ne ustaviš, nekoga pozdraviš in nato končaš, ker si neki baš. Recimo, se pravi, ena za drugo, ne? Zaporedno. A, A, B, B, C, C, D, D, karkoli. Nato obstaja prestopna rima, se pravi A, B, A, B. To izgleda nekako takole. Narediš rimo 1 in narediš rimo 2. Všeč mi je tale scena, ki mi tako lepo pove. Na uho mi šepeta, take lepe pesmi, da se telo mi hihita, pa saj ne moremo biti resni. Se pravi, ne, ena, druga, ne, zamenjaš A, B, A, B. Ne? Poznamo tudi oklepajočo rimo, A, B, B, A, torej ABBA. ABBA's Greatest Hits. No. Se pravi, zgleda tako, tle je še toliko bolj pomembno, da prvo rimo zelo močno nastaviš, ker sta 2 rimi vmes, prije spet četrta, ne? Torej, fajn je, da rimo dobro zastaviš, nekaj narediš, se nekaj naučiš in nato odzdraviš. Potem lahko skočiš v zrak, se obrneš, eno vodo zvrneš in padeš v znak. Se pravi, ne? Razumemo? Se pravi, se učimo, kako narediti rimo ob zabavi, ne? Se pravi, vračaš nazaj. In ko pač si, seveda obstajajo tudi pretrgane verižne rime in tako naprej, to potem odkrijete sami, sam napišite vrste rim v Google. In ja, lahko pa greš pač čisto prosto po Prešernu, greš čisto prosto. Imam to gostov, ki pridejo v moj pub, ki mi lahko pove, kar si želim dobiti teh rim, toliko da zaspim, da se učim cel svoj life, da naredim ta hype, da padam v ta vibe called Tribe the Quest, to mi je the best, sem naredil ta test, sem čisto gesten, iz ceste, imam geste, sem resen, sem stresen. Se pravi, bolj ko znaš, bolj greš, ne? Ampak ne pozabiti, ponavljajte zadnje besede. Besede vam dajo čas, ki vas bo odnesel kamorkoli želite iti nek. Se pravi, ne se ustrašiti vmes narediti pauzo, ne se ustrašiti vmes reči ene besede, ki ni rima. Ni to tako pomembno. Delite zgodbe, rešujte probleme, ok? Tako da ja, dajmo narediti neko zgodbo s temi 3 refreni, da lahko na praktičnem primeru tudi tole pokažemo. Recimo tema, plastična roža, In recimo, ne, preden se spusti beat, preden ti DJ spusti beat, karkoli, imaš par minut, mislim, no, če bo minute, bo DJ res dolgo cajta rabil, ampak imaš par sekund, da si na hitro spomniš problem in rešitev, ne? Da greš malo proti te smeri, ne? Da to pomeni, da si že tako na začetku 200 metrov gor v skalo vržeš neki cepelin in greš gor proti temu problemu, a ne, lahko pa tudi ne, lahko pa čisto prosto plezaš pa ugotavljaš pač, kje bo ta problem vmes, ampak recimo rečemo, da recimo, ne vem, jaz si na hitro spomnim v teh 10 sekundah, da sem ženi kupil rože, ampak sem po nesreči kupil plastično in nisem niti vedel. Ok, to je nekako moj problem. In pravimo se pravi narediti usklavitveni refren, hype refren, twist refren, let's go. Ne pozabiti, rime niso toliko pomembne, pomembna je zgodba, če se vmes zgubiš, se pač zgubiš, povej, da si se zgubil, naredi pauzo. In tudi včasih, če boš se zgubil, sam ponavlji isto besedo ves cajt, ker mogoče bo pa to na koncu refren rabil. Recimo se zgubiš in si se zgubil, jaz sem se zgubil, ne vem, kaj bom naredil. No, spravo, jaz ne morem iti iz svoje kože, lep pozdrav, moje ime je Jože. Jaz sem se odločil, da preden sem poročil, bom nesel svoji nevesti rože.
Tako da vse mi je bilo tok nevarno. Zaradi ukrepov se mi je zdelo to imaginarno. Sem šel v Ljubljano in čisto spontano sem zavil v eno cvetličarno. In sem uletel tja in rekel: sam me cvetličar sploh ni štekel. Je rekel: kaj ti sploh hočeš od mene? Mislim, jaz bi rad sem kupil neke rože, a je vse, ne? Vse je isto, mar ne? In je rekel cvetličar: ma ne. Pa ti sploh ne veš, pa ti sploh ne veš, pa ti sploh ne veš, ti sploh ne veš, po kere rože ti greš, ti sploh ne veš, po kere rože ti greš, ti sploh ne veš, po kere rože ti greš, pa ti sploh ne veš, po kere rože ti greš. Pa je videl, da sem totalno brez idej. Sem mislil, da je mak tist, kar bleso orhideje. Sploh ne vem, kaj je kakšna roža. Mene zdajle že srbi ta moja koža. Sem rekel: glej, stari moj, pa sej si car. Ti meni daj eno od teh rož, ti bom dal denar. In je rekel: ok, dam ti tole, sam pejt zdaj tja, da ne boš zamudil trole. Sem bil: ok, sem rožo dal v vrečo. Sem šel domov in zamudil mal. Sem fasil nesrečo, pa še žena zgubila svojo lečo. Tako da je bila cela sitna in mi je rekla: moj dragi, pridi sem, pa mi povej, če si mi danes kaj prinesel, ker praznujeva obletnico sinovo in hkrati Valentinovo. Sem rekel: seveda mam, sam to zate, baby, dam. In potem je to rožo povohala in je rekla: zakaj pa ne diši? Sem rekel: ne vem, tako cvetličarni se mi pač tako zdi, da pač problema sploh ni. In potem mi moja žena odgovori, mi reče: ti sploh ne veš, ti sploh ne veš, ti sploh ne veš, po kero rožo ti greš. Ti sploh ne veš, ti sploh ne veš, ti sploh ne veš, po kero rožo ti greš. Ti sploh ne veš, kaj, ti sploh ne veš, kaj, ti sploh ne veš, po kaj da po rožo. Ti sploh ne veš, kaj, ti sploh ne veš, ti sploh ne veš, po kero rožo ti greš. In sem rekel: baby, pa brez pardona, to ma zihar von, verjetno v tvojem nosu korona. Pa je bila ona čist razdražena. Je takoj bila neka čudna prisotnost opažena. Je rekla: dragi moj, če se boš tako odločil, se lahko danes od mene boš direkt ločil. Jaz vem, da ta roža ima tale von, tako da pejt na balkon. Sem rekel: joj, baby, pa nisem hotel se tako sekirat, lej, sam sem mogel malo zimprovizirat, tako da, pa ne se prosim bat. Sem šel na vrt na brat regrat. Pa ti zdaj veš, točno veš, da greš po regrat, ješ. Ti točno veš, da regrat je tist, po kar greš. Na nek tak način, ne? Ne moram vam zagarantirati, da bo vsakič dober, ne morem vam garantirati, da bo vsakič logično, lahko pa vam pokažem neke trike, ki pomagajo, ne. Tudi to zdaj za moje pojme ni bilo najboljše. Ampak je pa neka forma, ki je probam slediti, ki me, tudi če nisem najboljši, me še zmeraj drži v nekih okvirih, ne. Vedno bo neka beseda slipanla, vedno boš neko besedo narobe izgovoril. Dokler ne boš vadil, da bo to pač šlo skozi. Velikrat se bo zgodil, da boš brez inspiracije, ampak takrat se ustav se zamisel pa vrem besedo daj naprej pa boš lahko šel v nebo, kjer so oblaki, ki Recimo, kot ste zdaj opazili, samo enkrat, dvakrat sem to uporabil. Lahko bi to večkrat uporabil, ampak sem bil preveč samozavesten in sem šel proti rimam in sem se začel zaletavati, ne? Ste opazili, ne? In samo s časom pač lahko odkriješ, ne, kdaj so rime res potrebne, kdaj niso, ne? Ker če boš ti tudi vse rime govoril, nobena ne bo ven usekala zares, razen če bo res dobra. Če pa ti bolj govoriš zgodbo, pa kaj se dogaja, bo pa tista rima, ki jo boš dal ven, bo pa res usekala, ne. Se pravi, rime so sladkorčki, zgodba je pa se pravi čaj, ne. In sladkorček samo doda čaju njegovo lepo vrednost, ne.
velikrat se bo zgodilo, da se boste začeli ciklati znotraj nekih svojih misli, nekih svojih idej in ne boste vedeli, kaj več naprej. In takrat vam bo pomagalo, da tudi probate freestylati v različnih glasbenih žanrih, ker vam bodo dali več časa. Recimo, probajte freestylati na klasično glasbo. Odlično je, dati ves čas na svetu, da lahko ti delaš rime. Probi freestylati na house, probi freestylati na dubstep, probi freestylati na techno, probi freestylati na nek gypsy swing. Res, možnosti je veliko. Lahko freestylaš v bistvu na karkoli. Dajmo pogledati, kako to izgleda. Lahko repaš na vse, če ti je bolano. Lahko repaš na vse, ker je tako spontano. Ti sam pejt naprej, ne bit hudoben. Lahko ritem ti dela krboben. Moji možgani niso fuč, lahko repam tudi na to staro luč. Poglej, Radenska, ma ta 3 srca. Ma vse je premešala. Skozi freestyle odkrivam resnice, beat delam, ko hodam čez stopnice. I'll be back, Terminator, lahko repaš tudi na radiator. Beat lahko dela, ti hladilnik, beat lahko dela, ti štedilnik. Čisto vse zaigralo bi ti rado, tudi ta avokado. In vedno probite izhajati iz sebe. Sami sebe najbolj poznate, sami veste toliko enih zgodb, ki ste jih zaživeli takrat v enem momentu in to probite dati ven. Probite košček sebe dati ven. Ali pa skozi kakšen lik povedati zgodbo, da govorite tudi v tretji osebi, ni vse jaz. Probite freestylati s kolegi, s kolegicami. Probite se pogovarjati v rimah, probite odkrivati stvari, razmišljati, delati asociacije, ne rabite rimati, vi rabite govoriti, vi rabite pripovedovati. In to, kar sem jaz rekel, ni nujno, da je pravilno, ni nujno, da bo sedel vam sploh. Je samo nek ta način, ki ga jaz uporabljam in zame osebno deluje. No? Tako da, seveda, vsak ima nek drug flow, ne bo se vsak poistovetil s tem, ampak upam, da sem lahko komorkoli pomagal s tem. Še en nasvet, oziroma takole, par trikov, ki lahko uporabljate kot neko vajo za freestyle. Se pravi, prva stvar, Random Pictures Generator. Greste na Google, napišite Random Pictures Generator, tam zberete recimo 50 slik, si spustite beat in samo scrollite čez te slike dol. In govorite, kaj je na sliki. Točno, opišite to sliko do kančkov detajlov. Kakšne so barve, kaj se dogaja, vsaka slika ima 1000 zgodb in to vam bo pomagalo tudi opazovati stvari. Vedno, ko freestylate, opazujte prostor okrog sebe. Če freestylate komu tako v skupini, opišite jih, kako so oblečeni, kako izgledajo, a imajo brke, kakšne barve oči imajo. Bodite pozorni, odkrite. Ta miška ima lahko toliko stvari. Ima gumbek, ima ohišje, ima firmo HP, je črne barve, je gladka, je odsevna, ima tlele gumbek connect. A veš, lahko bi jaz rekel prišel samo svojo hiško in vzel to miško in grem naprej. A ne? Lahko pa bi šel v hiško in vzel to miško in je ne bom vrnil, ker ima barvo tako lepo črno, dobra vola, s tem se lahko tlele scrolla in noben ne ve, da ta firma je HP. Sem arhitekt, tlele moder gumbek connect. Se pravi, vsako stvar, ki si izmislite, probite najdete nek drug pomen, več pomenov. So besede, ki se isto izgovorijo, pa imajo druge pomene. Ne? Vsako stvar, ki jo poveste, probite od tam naprej iti. Ne jo povedati samo zato, da jo poveste, pa greste pol iz nekje druge. Vsako stvar, ki jo poveš, probi iti od tega naprej. Gor graditi. Ne brez temeljev polagati strehe. Okay? Probite uporabljati domine, asociacije, probite pripovedovati brez rim. Vem, zelo težko je govoriti brez rim, ker hočeš rime, možgani hočejo rime, če te to zanima. Ampak, ko boste ugotovili, da ne rabite rimati in da lahko samo pripovedujete čez beat, se vam bo odprl tak svet, kjer te beat ne bo ustavil, kjer te ne boš se silil, da
točno na sner nekaj rečeš, ne, vmes boš pustil, naredil pauzo, šel naprej, nadaljeval. Tako da ja, veliko stvari vam pomaga. Ne vem, pogovarjajte si, dajte 24ur.com odpreti, pa freestylite za to. Dajte televizijo vklopiti, pa dajte na mute, pa pejte po kanalih, pa freestylite. Usedite se na busno postavo, pa gledajte ljudi, ko hodijo, pa freestylite v njih. Naredite live stream na Instagramu, pa ne vam folk piše besede, pa freestylite. Freestyle možnosti je milijon, morate jih samo še najti. Ker je freestyle rap zame osebno ena najlepših stvari, ki se mi je zgodila. Je neka moja terapija, skozi katero se izražam, skozi katero lahko povem, kar me muči, in mislim, da to čutijo tudi ljudje. In upam, da boste našli kakšno koristno informacijo o vsem tem, da boste lahko malo bližje dojemanju freestyla in njegovem izražanju. Tako da, najlepša hvala, da ste bili z mano. Trenirajte, ker ne bo prišlo to čez noč. Berite, učite se, pogovarjajte se, izobražujte se, odkrivite, ustvarite. Najlepša hvala. Jaz sem Uroš Mlakar, in želim vam lep večer. Razen, če je ta video bil uploaden zjutraj, pa vam želim en lep dan. Skratka, srečno!